Najlepša hvala, torej lepo pozdravljeni vsi skupaj in hvala lepa, da ste se odzvali temu povabilu na Svetovni dan hepatitisa oziroma njegovo obeleženje. To je že prav res 20. po vrsti pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije. Zakaj si virusni hepatitis zasluži kar poseben svetovni dan obeleženja? No, virusni hepatitis je vnetje jeter, povzročajo ga virusi, 5 glavnih virusov, imenuje se kar po črkah od A do E in med seboj se razlikujejo po načinih prenosa okužbe in pa potem, ali povzročajo kronično okužbo. In dejansko Svetovni dan hepatitisa opozarja na veliko breme tega hepatitisa, kajti virusni hepatitis je dejansko tiha zdravstvena grožnja. In med temi 5 virusi hepatitisa sta ključna 2 in to sta virusa hepatitisa B in C. Zakaj? Zaradi tega, ker če ju ne obravnavamo oziroma zdravimo, potem lahko tekom let in celo desetletij privedeta do usodnih življenje ogrožujočih posledic, do odpovedi organa, se pravi jeter, in pa do nastanka raka jeter. Ne vem, če se dobro vsi zavedamo raka jeter, kakšen je njegov pomen, kajti virus hepatitisa B in C sta dokazano rakotvorna, karcinogena, neposredno lahko povzročata raka jeter in tveganje, da bo nekdo, recimo, če primerjam z rakom pljuč, nekdo, ki je kadilec, da bo dobil raka pljuč, je ocenjena stopnja tveganja 17,6. Tveganje, da bo nekdo, ki ima kronični C hepatitis, dobil raka jeter, je pa ocenjena stopnja tveganja 24,9, se pravi bistveno večje tveganje za nastanek raka jeter v povezavi z virusom hepatitisa, kot je to pri raku pljuč in kajenju. Rak pljuč namreč v zadnjih 10 letih izrazito narašča, to je edini rak, ki zelo raste. To je, ne vem, če veste, 6. najpogostejše rakavo obolenje in kar 3. najpogostejše rakavo obolenje s smrtnim izhodom. To se pravi zelo, zelo resna bolezen. Pri tem pa seveda, zakaj rečemo tiha zdravstvena grožnja? Zaradi tega, ker se večina okuženih te okužbe sploh ne zaveda. Namreč po okužbi, po inkubacijski dobi je najpomembnejši bolezenski znak rumenica kože oziroma zlatenica, ki bo bolnika sigurno pripeljala do zdravnika, ki bo ustrezno ukrepal. Ampak velika večina okuženih sploh ne ve, da se je okužila zaradi tega, ker nima izražene zlatenice, ker nima izraženih nobenih bolezenskih znakov. In še druga stvar, pri večini okuženih, sploh hepatitisom C in 10% hepatitisov B, preide okužba v kronično vseživljenjsko okužbo. Torej, če smem reči zelo poenostavljeno, zelo zahrbtna okužba, ne zavedamo se, da smo se okužili in ne zavedamo se, da smo kar kronično vseživljenjsko ostali okuženi. Namreč, kot rečeno, ta kronična okužba poteka večinoma tudi popolnoma nezaznavno in najpogosteje je najznačilnejši klinični simptom neka nepojasnjena, izčrpljujoča utrujenost. Lahko je tudi, so bolečine v sklepih, bolečine v mišicah, lahko se začne utekanje, lahko so kognitivne motnje, lahko se sicer tudi pojavijo težave s strani trebuha, trebušni problemi, mogoče kakšna napetost v trebuhu po večjem obroku, spahovanje, mogoče izguba teka ali izguba teže, ampak vendarle ta izčrpljujoča utrujenost je vodilni klinični simptom in nikogar ne bi to navedlo, da gre dejansko za težave s strani jeter. Študije so pokazale, da če imamo 100 bolnikov z hepatitisom C, pri katerih popolnoma nič medicinsko ne ukrepamo, bo po 20, 30 ali celo 40 letih jih bo vsaj 5 umrlo, bodisi zaradi raka na jetrih ali zaradi odpovedi delovanja jeter. Ampak še več jih bo pa umrlo zaradi zunajjetrnih posledic, ki so pa povezane z virusom hepatitisa B in C. Kajti virus ne deluje samo na jetra, ampak lahko povzroča, sproži tudi sladkorno bolezen tipa 2, lahko sproži določene bolezni ledvic, recimo glomerulonefritis, lahko sproži revmatske bolezni, Sjögrenov sindrom, artritis, lahko sproži vaskulitise, vnetje žil. Tako da dejansko bolezen z 100 obrazi, kjer le redko ali pa
prepozno včasih pomislimo, da gre za virusa hepatitisa B in C. No, pri tem pa imamo seveda odlična orodja. Kot veste, virus hepatitisa B lahko preprečimo z cepljenjem proti hepatitisu B, ampak če se okužba zgodi, imamo res odlične možnosti, predvsem hepatitis C je ozdravljiv popolnoma. To je prva in edina virusna kronična okužba, ki je ozdravljiva. Ampak seveda, če jo odkrijemo dovolj zgodaj, še preden pride do rakotvornih delovanj virusa. Hepatitis B žal še ni ozdravljiv, ampak je obvladljiv z zdravili, vendar pa je letos dejansko bilo predstavljeno prvič epohalno odkritje, nova zdravila proti hepatitisu B, ki delujejo povsem drugače kot predhodna, in s temi zdravili bomo pa morda lahko skoraj pozdravili, skoraj čisto ne, hepatitis B, predvsem pa bomo bistveno zmanjšali, skoraj anulirali nevarnost, da bi prišlo do raka jeter. Torej, predstavljeni so bili rezultati 3. klinične faze raziskav pred 2 mesecema na Svetovnem kongresu in dejansko si obetamo, da bo to zdravilo kmalu tudi potrjeno s strani Evropske agencije za zdravila. Danes govorimo o testiranju, seveda, namreč ob Svetovnem dnevu hepatitisa izvajamo vrsto aktivnosti vsako leto, že 20 zapovrstjo, in seveda bistveno je, da okužbo odkrijemo čim bolj zgodaj. Kdo naj se testira? Mnogi ljudje menijo, da virusni hepatitis res ni njihov problem, saj ne sodijo v neko skupino z velikim tveganjem. Ampak dejansko temu ni res. To je zelo, zelo zmotno razmišljanje. Vemo, da se virusa B in C prenašata z okuženo krvjo, ki jo neposredno vnesemo v telo, s spolnimi odnosi z okuženo osebo, ki so nezaščiteni, ali pa z okužene matere na plod oziroma novorojenca. Kako bi se človek okužil s krvjo? Vsi, ki so prejeli kri pred letom 1993, torej transfuzijo krvi, so lahko okuženi. Vsi, ki so v tistem zgodnem obdobju imeli kakšne večje medicinske posege ali dentalne posege, so lahko okuženi. Potem dejansko nekdo, ki se je izpostavil neprofesionalno izvedeni tetovaži ali piercingu, pomeni v salonih oziroma v studijih, kjer ne upoštevajo vseh higienskih norm in normativov, materiala za enkratno uporabo in tako dalje. Poleg tega lahko samo sobivanje z nekom, ki je okužen, pa sploh ne vemo, in po pomoti ali kako drugače menjujemo osebni pribor, zobne ščetke, britvice, celo manikirni pribor, kajti tam je lahko mikroskopska količina krvi, ki je lahko kužna. In pa seveda skupine z velikim tveganjem, kar so sigurno intravenski uporabniki drog, zato ker si menjavajo pribor. Ampak niso samo to inicirajoči uporabniki drog, tudi njuhanje drog je lahko tveganje za okužbo, predvsem rekreativno njuhanje. Rekreativno pomeni, da je to zelo občasno, tu pa tam kdaj, kajti tu je še posebej pomembna menjava pribora, ki ga rekreativni njuhalci ponavadi nimajo svojega. No, spolni prenos, vedeti moramo, B hepatitis je prvenstveno spolno prenosljiva bolezen v razvitih državah in tudi pri nas ugotavljamo torej tako rekoč vsi, ki so okuženi z virusom hepatitisa B, so se okužili spolno. Tveganje, da se okužimo spolno pri enem samem nezaščitenem odnosu z nekom, ki ima to okužbo, je do 40%, gonoreja je pa 60%, tako da veste, da je to resnično pomembna spolno prenosljiva okužba. No in seveda na koncu še prenos z matere na plod oziroma novorojenca. Na srečo imamo v Sloveniji zelo dober sistem, vse nosečnice so testirane glede okužbe z virusom hepatitisa B, in če je nosečnica oziroma mati okužena, potem je novorojenec takoj v prvih 12 urah zaščiten pasivno in aktivno s cepivom proti hepatitisu B. In zdaj se res postavi vprašanje, kdo naj se pravzaprav res testira, poznavajoč vse te načine prenosa okužbe. Moj odgovor je vsakdo, ampak da bom bolj kredibilna, stojim za Evropskim kodeksom proti raku. To je European Code Against Cancer, številka 5. Izredno pomemben dokument
ki ga izdaja Mednarodno združenje za raziskave raka pri Svetovni zdravstveni organizaciji IARC, in dejansko v letošnjem letu, začetku leta, je izšel ta obnovljeni kodeks, pri katerem smo pa z veseljem povem, zelo aktivno sodelovali tudi slovenski infektologi prav pri poglavju o raku jeter. Namreč, kaj ta kodeks pomeni? Ta kodeks svetuje vsem prebivalcem Evropske unije, kaj naj storijo sami v svojem življenju, da se bodo lahko ubranili raka. Ta kodeks ima 14 točk in dejansko so projekcije statistične pokazale, da če bi vsi Evropejci upoštevali ta kodeks, bi lahko za 40% zmanjšali breme raka v Evropi. To so novi podatki in dejansko zelo, zelo pomembni podatki. No, in ta kodeks v točki 12 piše tudi, da svetujejo, da se vsak človek, vsak prebivalec Evropske unije vsaj enkrat tekom življenja testira glede okužbe z virusom hepatitisa B in C in seveda potem v primeru pozitivnega rezultata takoj poišče ustrezno pomoč. Torej, kodeks, z veseljem lahko povem, da ravno včeraj je bil ta kodeks preveden v vse jezike držav Evropske unije, torej tudi v Sloveniji, in je prosto dostopen in mislim, da bi bilo zelo dobro, da bi ga poznal čisto vsak Slovenec, ker bi se potem morda le našel v kakšni točki in vedel, kako ravnati, da lahko prepreči to življenje ogrožajočo bolezen. Glede Slovenije, kaj lahko povem? Slovenija je dejansko primer dobre prakse glede obvladovanja virusnih hepatitisov po mnenju Svetovne zdravstvene organizacije in po mnenju Health Consumer Powerhouse, ki ocenjuje zdravstveno dogajanje v državah za Evropsko komisijo, je na drugem mestu Slovenija glede obravnave, zdravstvene obravnave bolnikov z virusnim hepatitisom. Se pravi, stvari kar dobro potekajo, vendar pa najverjetneje zahvaljujoč temu, da imamo neko strategijo obvladovanja virusnih hepatitisov že od konca 90-ih let, da imamo možnost pridobitve vseh novih zdravil na tem področju, ki so takoj dostopna, da imamo zelo interdisciplinarno ekipo, ki se ukvarja z obvladovanjem virusnih hepatitisov. Najbrž veste, da smo prvi v svetu eliminirali hepatitis C med hemofiliki, med hemodializnimi bolniki, torej vrsto takih delnih, drobnih uspehov imamo na tem področju. In leta 2016 je Svetovna zdravstvena organizacija naredila prvo globalno strategijo za eliminacijo virusnih hepatitisov do leta 2030. Zato, ker imamo tako dobra orodja, no, moram povedati, žal, zelo se približujemo 2030, ampak večino držav tega ne bo uspelo. Menim pa, da Slovenija na področju C hepatitisa nam bo pa najbrž to uspelo. Kajti v Sloveniji ocenjujemo, da je z virusom hepatitisa C okuženih 0,07% populacije, se pravi nekaj več kot 1000 ljudi, morda nekje 2/3 so to osebe, ki si injicirajo droge, ampak ostali so pa v splošni populaciji in to je tako, kot bi iskali iglo v senu. Dejansko ljudje se morajo sami zavedati možnosti, da so okuženi in se testirati. Na Sloveniji je veliko testirnih mest, kjer se lahko testiramo na hepatitise C, lahko se testiramo pri osebnem zdravniku, pri raznih specialistih, na infekcijski kliniki v Ljubljani. Prav tukaj imamo možnost anonimnega brezplačnega testiranja vsak ponedeljek med 12. in pol 3. uro. In seveda lahko se testiramo pa tudi pri zunaj zdravstvenega sistema, v skupnosti, in sicer v nevladni organizaciji Legebitra, ki je namenjena predvsem moškim, ki imajo odnose z moškimi, ki so zelo lahko tudi izpostavljeni tej okužbi. Slovenija, tako kot vse druge evropske države, ima zelo dober program presejanja, kot so Dora, Zora, Svit, odlično delujejo. Dejansko smo v evropskem vrhu glede tega delovanja, ampak nikjer nobena država pa nima nekega presejalnega sistema za raka jeter. In ravno zato je pomembno, da vsakdo
tudi morda, če se ne vidi v kakšnem dejavniku tveganja, pride na to testiranje in zato vabimo vse na akcijo ob Svetovnem dnevu hepatitisa, ki bo potekala 27. in 28. julija med 12. in 18. uro na Poljanskem nasipu 58, to je mesto, kjer ima ambulanto trenutno infekcijska klinika v Ljubljani. Torej, popolnoma vsi povabljeni, to je testiranje brezplačno, anonimno, brez napotnice, brez kartice zavarovanja, dobesedno vsak iz ceste, če smem tako reči, se lahko pride testirati. No, to akcijo kot vsako leto, poleg infekcijske klinike, soorganizira tudi Inštitut za mikrobiologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, potem Društvo bolnikov s hepatitisom Slovenija HEP in pa študenti Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, in sicer projekt Virus in projekt Imuno pri Društvu študentov medicine Slovenije. Zelo smo veseli, da je nekako taka interdisciplinarna skupina, ki tudi po svojih kanalih potem ozavešča glede testiranja. Torej, vabilo velja za vse, pridite 27. in 28. na testiranje. Dober dan, jaz sem Dora, prihajam iz projekta Virus. Ta deluje pod okriljem Društva študentov medicine, kakor je omenila. Ta projekt se ukvarja s spolnim in reproduktivnim zdravjem in zdaj tudi sodelujemo redno pri Svetovnem dnevu hepatitisov. Se pravi 27. in 28. julij bomo imeli stojnico na Prešernovem trgu z projektom Imuno tudi in sodelovali bomo pri testiranju, se pravi pri sprejemu samih ljudi in usmerovanju. Tukaj smo pa, da v bistvu poudarimo, da v bistvu res ne moramo vedeti, če smo bili kadarkoli v stiku, kakor je rekla, lahko da smo po nesreči uporabili zobno ščetko od nekoga, ki je okužen, pa sploh ne moremo vedeti. Tako da ne moramo nič izgubiti s tem, da se pridemo testirati, sploh če je takole priročno. Ja. Pozdravljeni, jaz sem pa Živa in sem iz projekta Imuno, ki tudi deluje pod okriljem Društva študentov medicine Slovenije. Mi se pa predvsem ukvarjamo z ozaveščanjem o cepljenju med dijaki, študenti in ostalimi. Zato seveda se nam zdi tudi zelo pomembno, da sodelujemo ob Svetovnem dnevu hepatitisa in pomagamo torej pri ozaveščanju o pomembnosti cepljenja proti hepatitisu B. Sicer cepljenje proti hepatitisu B v Sloveniji spada pod nacionalni program, ampak si še vedno želimo povečati precepljenost, predvsem pri tistih, ki niso bili rutinsko cepljeni v otroštvu in pa pri ljudeh, ki so v rizičnih skupinah oziroma so bolj ogroženi. Mislim, da ozaveščanje predvsem med mlajšimi generacijami, torej predvsem na srednjih šolah pri dijakih, je zelo pomembno in se mi zdi, da je tako odziv dijakov na naših delavnicah zelo pozitiven, se veliko iz tega naučijo, izkazuje veliko zanimanja in definitivno pripomore k precepljenosti.
načeloma se. Ja. Mogoče jaz lahko Ja. skočim. Namreč v cepljenju je veliko zapovedati v Sloveniji. Vsi, ki so rojeni po letu 1992, so v programu obveznega cepljenja proti hepatitisu B. Sprva je bilo to cepljenje pred vstopom v 9-letko, torej v starosti 5 in 6 let. Nastal pa je velik problem, kajti z leti se je delež precepljenih otrok izrazito začel zmanjševati in ne boste verjeli, v šolskem letu 2024-2025 je ta delež padel na 70%, pri tem, da Svetovna zdravstvena organizacija priporoča, da mora biti 95%. Kar pomeni, da ni avtomatično, da nekdo, ki je bil rojen po letu 92, je kar cepljen. Imamo kar pomemben delež necepljenih tudi v teh generacijah. No, ampak z letom 2020 se je pa na to cepljenje preselilo v drugo obdobje, in sicer v obdobje 3 mesecev starosti skupaj z ostalimi bazičnimi cepljenji, davica, tetanus in tako naprej. Torej, to je 6-valentno cepivo in tako je precepljenost poskočila leta 2025 kar na 90%. To je tudi obdobje, ko večino drugih držav cepijo, tako da močno upamo, da s tem premikom časa cepljenja, da se bo tudi izboljšala precepljenost. Glede ostalih, ki so prej rojeni, pred letom 92, seveda pa zelo spodbujamo ne samo skupine z velikim tveganjem, pravzaprav vsak naj se testira, kajti B hepatitis je izredno prenosljiv. Najbolj, če govorimo o 3 krvno prenosljivih virusih, HIV, B hepatitis, C hepatitis, dejansko je virus hepatitisa B daleč najbolj kužen v primerjavi z ostalima 2 virusoma. Vse telesne tekočine praktično so lahko kužne pri B-ju, ne samo kri, zato ker imamo res tako učinkovito in varno, to je eno najbolj preučevanih in varnih cepiv. Mislim, da z mirnim srcem lahko zelo, zelo priporočamo to cepljenje. Ja. Torej, to je zdravilo, ki se mu trenutno reče Bepirovirsen. Ta Bepirovirsen deluje čisto drugače kot dosedanja zdravila, ki so bili zaviralci nukleotidov oziroma nukleozidov. To je tako rekoč protismerna oziroma antisens oligonukleotid, ki ima drugačno prijemališče. Problem pri virusu hepatitisa B je, da virusi so v celicah in da ko se virus razmnožuje v jetrni celici, vstopi tudi v jedro celice in v tem jedru ga delček tudi ostane. En delček se ga pa celo vplete v virusni genom, tako kot HIV recimo, tako da je res trdovraten in to je temeljni razlog, zakaj B hepatitis ni ozdravljiv. Kajti virus hepatitisa C pa ne vstopi v jedro v pomnoževalnem krogu, to pa znamo obvladati in zaradi tega tudi je hepatitis C ozdravljiva bolezen, hepatitis B pa zaenkrat še obvladljiva. Ampak raziskave, ki so bile prikazane z novim zdravilom, so pokazale, da dejansko pri 20 do 24% bolnikov so lahko zdravljenje prekinili in prišlo je do, če smem po domače reči, zaklenitve teh delcev v jedro jetrne celice. Se pravi, ti bolniki so tako rekoč pozdravljeni oziroma zdravi, še vedno pa obstaja ena možnost reaktivacije tega virusa, ampak pod določenimi pogoji. Torej, to je res epohalno odkritje, to je zelo velik dosežek in upamo, da bo nadaljnja znanost samo gradila na teh novih spoznanjih. Čakamo seveda na odobritev Evropske agencije za zdravila. Ja, več kot 1000, verjetno 1200, to je bila statistična projekcija narejena na temelju raziskav, ki jih poznamo. Ja, glede B-ja pa nimamo tako dobrih podatkov, vendar pa nekje ocenjujemo, da je prevalenca te okužbe pod 0,5%, se pravi pod 10 000 v Sloveniji, kajti tega virusa je bistveno več, je tudi bolj prenosljiv.
Vendar pa vemo, da poznamo okrog 3500 okuženih. Mi na naši kliniki, oziroma v Sloveniji, jih sigurno infektologi vodimo okrog 1500-1600, beležimo redno te podatke, kar seveda pomeni, da dejansko tukaj je še večji razkorak med tem, kaj poznamo in kaj bi lahko naredili na tem področju, sploh zdaj, ko imamo nova zdravila oziroma ko so na poti nova zdravila in bomo lahko še bolje ukrepali, pa tudi s temi zdravili že dejansko zelo v veliki meri zmanjšamo tveganje za nastanek raka, sploh pa za odpoved delovanja jeter. Tukaj pravzaprav bolnik ne gre odpoved delovanja jeter, ker je vseživljenjsko prejema zdravila in je pod nadzorom. Ne, to so kronični bolniki, ki jih poznamo, to so v slovenskem prostoru. Pri infektologih v Sloveniji, ne vem, če veste, imamo 6 centrov za zdravljenje virusnih hepatitisov in sicer referenčni nekakšen center je tukaj na infekcijski kliniki, tukaj tudi največ bolnikov vodi, daleč največ in tudi najtežje bolnike, so pa potem še centri pri infektologih v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor in v splošnih bolnišnicah Celje, Murska Sobota, Novo mesto in Nova Gorica. Torej nekako Slovenija je pokrita z ambulantami za virusni hepatitis, treba je samo odkriti okužene in se javiti na pregled. Ne, vseh okuženih je znanih okuženih je znanih 3500, vendar pa ne hodijo vsi na redne kontrolne preglede, kar bi moral. Vsakdo, ki je okužen aktivno, ki ima kronično okužbo z virusom hepatitisa B, bi moral vsaj enkrat letno na kontrolni pregled, vkolikor nima že vnetja jeter, ki zahteva zdravljenje. Pri C hepatitisu je pa stvar drugačna, ker smo jih že zelo veliko pozdravili. Večino bi rekla. Lahko še eno novost povem, ki jo nisem še povedala, najbrž bo drugo leto bolj aktualna, ampak da bi prišli do teh najbolj marginalnih in vulnerabilnih skupin s hepatitisom C, ki jih ne dosežemo zato, ker sploh sami ne vstopajo v zdravstveni sistem, to so osebe, ki si injicirajo droge, smo že na poti k vzpostavitvi mobilne enote. To bo prva tovrstna enota, po moje, ne samo v Evropi, ampak tudi v svetu, zaradi tega, ker bo celotna ambulanta prestavljena iz 4 sten na 4 kolesa, kjer bomo naredili vse, od prvega presejalnega testiranja na okužbo z virusom hepatitisa C iz ene kapljice krvi do potrditvenega testa z molekularno metodo PCR. Tam bo tudi zdravnik, specialist infektolog, ki bo bolnika pregledal, mu s posebnim aparatom pregledal stanje jeter z metodo prehodne elastografije in nato tudi zapisal elektronski recept za uvedbo zdravljenja, kar pomeni v enem dopoldnevu praktično celotna obravnava in uvedba zdravljenja, od odkritja okužbe pa do uvedbe zdravljenja. Torej projekt je nekako plod enih evropskih sredstev s pomočjo Ministrstva za zdravje smo jih dobili in to je resnično nekako skupinski projekt, od katerega si veliko obetamo in ravno to je tista kaplja čez rob, ki jo danes še nismo zajezili na poti k eliminaciji virusa hepatitisa C. Tako da upamo, da na ta način bomo to tudi uspeli narediti. Ja, prihodnje leto, se pravi, medicina gre k uporabnikom, ne obratno. Hvala lepa vsem. Odlično. Najlepša hvala. Bravo.